Super. Lep večer vsem skupaj. Moje ime je Sanja. Jaz sem zelo presenečena nad tem odzivom. Z Barbaro smo na hitro začarali tale event, tako da super, kreacija je the best uspela, kako je lahko še več tega. Današnja tema bo tale univerzalni zakon Vprašaj in prejel boš. Več o tem bo povedala pionirka Access Consciousnessa v Sloveniji, Barbara Mali, tako da Barbara, zdaj ti predajam besedo naprej. Hvala, Sanja. Res, imamo prijavljenih več kot 300, koliko je lahko še boljš kot to. In to mislim, da res ljudje pač začenjajo prepoznavati svoje kapacitete in vejo, da nekaj več. Hvala vsem, ki ste se priključili, ki ste zdaj tukaj v živo. Jaz bi vas prosila tako, da imamo pač lep posnetek, da si izklopite mikrofon, če ne govorite. Okay? Zato, ker se sliši čisto vse, kar imate radio, vse šume, tako da, če boste želeli kaj vprašati, prosim se vklopite oziroma napišite v klepet, okay? Drugače pa tako, da bomo imeli lep posnetek, pa bi prosila res, da pač si pač izklopite mikrofon. Torej, vprašaj in prejel boš. To je eden od univerzalnih zakonov, ki, torej, ko pridete k Accessu oziroma pravzaprav je eno izmed prvih orodij, ki ga spoznate tukaj. Torej, običajno ljudje pridejo najprej na Bars delavnico in tam poleg Barsov spoznajo ta osnovna Accessova orodja in eno od teh je tudi bodi v vprašanju. Okej, čakaj, Tina, brez bencina, te bomo izklopili. Torej, bodi v vprašanju, ampak to pravzaprav vprašaj in prejel boš. To je bilo že zapisano v starodavnih spisih, to je bilo zapisano že v Bibliji, bilo napisano vprašaj in prejel boš. In potem se je to tako skozi čase, skozi stoletja, tisočletja, se je to tako potvarjalo pravzaprav, da ljudje so prenehali verjeti v to, dejansko so prenehali spraševati po vsem tistem, po čemer bi lahko vprašala, ne? In dejansko kreacija lahko tako preprosta kot vprašaj in prejel boš. In zaradi tega, ker potem nekako smo kupili v to, da moramo imeti neke odgovore, da moramo priti do nekih zaključkov, dejansko smo prenehali spraševati oziroma sprašujemo tako na pol nezavedno ali pa iz nezavednega in zato posledično se tudi prikazuje v našem življenju neke stvari, ki morda nam niso všeč ali pa morda se ne prikazuje toliko, kot bi se resnično lahko prikazalo. In danes bomo pogledali dejansko te različne aspekte tega in nekako, da boste pravzaprav začeli spraševati, tako pravzaprav iz nekega, kako bi rekla, bolj zavestno vprašanje, ne iz tega, kako bi rekla, iz nezavednega, ker mi vsi vsak dan sprašujemo, torej vsak dan sprašujemo, če ne kognitivno, pa tako energijsko. Zjutraj, ko se zbudiš, si lahko eni sprašujejo, danes pa spet ta bedna služba, dan pa spet ta tečen šef, danes me bo pa spet noga bolela. To so vse vprašanja, a se kdo med vami zbudi zjutraj pa reče, kdo sem danes in kakšne čudovite in veličastne dogodivščine bom imel, ali pa kaj lepega me danes čaka. Mogoče nekateri že, večina pa tako na pol nezavedno, pa ta tečen ded, pa ta tečna baba, pa bla, bla, bla. In vse, kar je to zdaj za vas prineslo na plan, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti krat godziljon. Right or wrong, Gutenberg, Parampak, Alain Schwartz, Beuys. In to so vse vprašanja. Tudi, če ni tako kognitivno, ampak je energijsko. In vse, kar vam tudi ne dopušča, da bi dejansko se začeli zavedati tega, po čemer resnično sprašujete vsak dan, bi bili pripravljeni vse to krat godziljon razgraditi in uničiti. Right or wrong, Gutenberg, Parampak, Alain Schwartz, Beuys and Beyond. Torej, vse, kar vam ne dopušča, da bi bili prisotni s tem, po čemer vsak dan sprašujete. Po čemer resnično sprašujete. Bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti krat godziljon? Right or wrong, Gutenberg, Parampak, Alain Schwartz, Beuys and Beyond. Potem lahko sprašujete, recimo tako, lahko
mogoče si mislite tako, kognitivno si lahko mislite, da sprašujete po denarju, v resnici je pa vaše resnično vprašanje, sam da imam za račune plačati, sam da ta mesec pridem čez, a ne, to je tisto vaše resnično vprašanje. Torej, vse, kar vam ne dopušča, da res se začnete zavedati, po čem resnično sprašujete, da to ozavestite, bi bili pripravljeni vse tokrat godziljon razgraditi in uničiti, right or wrong, boste imeli potem pa Len Shorts Boys Sensko. Namreč, ko enkrat to ozavestite, potem lahko to spremenite. Lahko nekaj drugačnega vprašate, lahko nekaj kako bi rekla, drugačno vprašanje zastavite. In to morate vedeti, da vsakič, ko zastavite vi vprašanje, je, torej vi takrat, kot da bi, jaz tako rečem, vprašanje, ima taka vprašajček, tako ena kljuka, in kot da bi zahaklali te kvantna prepletanja, nam začne celo vesolje prispevati na podlagi tega našega vprašanja, po čemer smo vprašali. Tudi če sprašujemo potem, ne bom imel ta mesec za vse račune za plačati, vesolje nam prispeva, vse to, po čemer sprašujemo. Če pa sprašujemo potem, kaj bi bilo potrebno, imam toliko denarja, da ga niti prešteti ne morem, dejansko nam začne vesolje prispevati k temu. Tako da vesolje nam vedno prispeva, vedno nam prispeva tisto, po čemer sprašujemo, ampak mi moramo dejansko ozavestiti, po čem resnično sprašujemo. Eno vprašanje, tukaj je, mene pa zanima, kakšno mantro in zakaj jo tolikokrat izgovorite. Mogoče mislite to čistilni proces Access Consciousnessa, to je right or wrong, boste imeli pa Len Shorts Boys and Beyonds, to je dejansko, jaz tukaj ne bi se spuščala v razlaganje te čistilne izjave, lahko si jo pa pogledate opis te čistilne izjave je na www.theclearingstatement.com, pa bomo tudi ko bomo posnetek poslali vsem prijavljenim, bomo to spletno stran noter navedli. Tako da... Samo malo. Ok, so se že izklopili. Bomo noter v mailu tudi napisali, bomo dali povezavo do te spletne strani, tako da si lahko tam preberete več o tej čistilni izjavi. Tam je tudi en super video, kjer dr. Dan Heer, to je eden izmed soustvarjalcev Access Consciousnessa, razloži to Accessovo izjavo in tudi so v slovenski podnapisi za vse tiste, ki ne govorite angleško. Tako da, to je pa čistilna izjava Access Consciousnessa in ko jaz vprašam, ko zastavim eno vprašanje, torej imamo tudi čistilne procese, torej cel Access pravzaprav temelji na vprašanjih, Access za vas nima odgovorov, ampak sam vprašanja in vsakič, ko jaz zastavim neko vprašanje, privzdignemo na plan neke poglede, neke sodbe, neke zaključke, ki jih imate, neke projekcije, pričakovanja in s to čistilno izjavo to vržemo iz obstoja. Zato jo tolikrat ponovimo, ok? Torej, mogoče eno stvar, ki bi jo pogledali zdajle je, pravzaprav, mogoče da gremo še malo nazaj, torej vsakič, ko zastavimo vprašanje, se tudi dejansko namen teh vprašanj, ki jih tukaj zastavljamo pri Accessu, ni to, da bi dobili odgovor. Ampak, ko zastavimo vprašanje, se mi odpremo vsem tem možnostim, ki jih ima za nas vesolje. Ali pa, da dobimo zavedanje vseh teh možnosti in potem lahko nekaj izberemo. In ko nekaj izberemo, nam spet začne celo vesolje prispevati k temu, kar smo izbrali. In koliko pravzaprav ne sprašujete oziroma ne zastavljate vprašanj, ker ne morete kontrolirati tega, kaj se bo prikazalo. In vse, kar je to, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti. Imamo nekaj kontrol frikov tukaj, ključno z menoj. In vse, kar je to, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti. Jaz sem že malo ozdravljena, no. Torej, vse posod, ker vprašanj ne zastavljate, zato ker ne morete kontrolirati, na kakšen način se bo prikazal, kako se bo prikazal, kje se bo prikazal, bi bili pripravljeni vse tokrat godziljon razgraditi in uničiti. Right or wrong, boste imeli pa Len Shorts, Boys and Beyond. Vse posod, kjer skušate imeti tako predvidljivo življenje, kjer skušate imeti predvidljivo prihodnost,
in ste že pravzaprav naredili neke zaključke glede svojega življenja, kakšno bo vaše življenje, pač ali bo tako, kot je zdaj do konca, ali kakšna bo vaša prihodnost, kar ne dopušča, da bi se prikazala kakršnakoli druga možnost, bi bili pripravljeni vse tokrat gaziljon razgraditi in uničiti. Right or wrong, utemelj poran pokoljen, shorts, boys and beyonds. In kaj ljubite pri teh svojih zaključkih? In vse, kar je to, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti krat gaziljon. Right or wrong, utemelj poran pokoljen, shorts, boys and gaziljon je samo Bog ve, kolikrat moramo to razgraditi in uničiti. Okay? Torej, kaj ljubite pri svojih zaključkih? Da vedno morate imeti nek zaključek, ali pa morate imeti nek odgovor, ali pa morate priti do nekega sklepa, nekega izračuna. In vse, kar je to, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti krat gaziljon. Right or wrong, utemelj poran pokoljen, shorts, boys and kaj sovražite pri vprašanjih? In vse, kar je to, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti. Right or wrong, utemelj poran pokoljen, shorts, boys and beyonds. Ampak bi bili pripravljeni živeti tako v interakciji, iz trenutka v trenutek, torej v sodelovanju z vesoljem, vsem tem, kar vam lahko prispeva. Torej, tudi vesolje ni nekaj izven vas, vi ste del vesolja, v interakciji s vsemi temi molekulami, v vprašanju in brez neke opredeljenosti, brez neke končnosti, brez nekih definicij. To vam omogoča življenje iz vprašanja. In vse, kar je to, torej vse, kar vam tega ne omogoča, bi bili pripravljeni se tokrat gaziljon razgraditi in uničiti. Right or wrong, utemelj poran pokoljen, shorts, boys and beyonds. In kdaj ste se odločili, da je spraševati narobe? Kdaj ste se pravzaprav odrekli spraševanju? In vse, kar je to, bi bili pripravljeni se tokrat gaziljon razgraditi in uničiti. Right or wrong, utemelj poran pokoljen, shorts, boys and so vas kdaj naredili za napačne, ker ste spraševali. In vse, kar je to, vse, kar ste se takrat odločili, izračunali, zaključili, sodili o spraševanju, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti. Right or wrong, utemelj poran pokoljen, shorts, boys and beyonds. In vse posod, kjer ste tudi posnemali neke ljudi okrog sebe, ki pač delujejo, ki so delovali, pa delujejo iz totalno nekih zaključkov, iz odgovorov, vedno morajo priti do nekega zaključka, nekega odgovora. Bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti krat gaziljon. Right or wrong, utemelj poran pokoljen, shorts, boys and beyonds. In vse posod, kjer ste njihove te cele resničnosti posneli. Joži, lahko se prosim izključite? Ok. Torej, vse posod, kjer ste cele resničnosti posneli od drugih ljudi, torej te resničnosti zaključkov, da mora biti vse na določen način, vse mora iti po neki linearnosti, po nekem redu, po neki urejenosti, kar vam ne dopušča, da bi bili v vprašanju, da bi dejansko res se odprli vsemu temu, kar ima vesolje, življenje na voljo za vas, bi bili pripravljeni se tokrat gaziljon razgraditi in uničiti. Right or wrong, utemelj poran pokoljen, shorts, boys and beyonds. In ena stvar, ki jo tudi naredi vprašanje, je vedno, ko zastavite neko vprašanje, ste algoritmična motnja. Torej, kaj to pomeni? Da vse, ko ste delovali po nekih, 1-0, kot en računalnik, ali pa ste skušali priti do nekega zaključka, ko zastavite vprašanje, zmotite ta algoritem. In lahko ustvarite nekaj drugačnega takrat pol. Tudi recimo tisti, ki poznate vprašanje, kako je lahko boljše kot to, ali pa kako je lahko še boljše kot to. To tudi je eno od prvih vprašanj, ki jih običajno izveste, ko prijete na kako od Accessovih delavnic in ste že poskusili komu tako, ki pač nima pojma o tem, pa ste mu rekli, kako je lahko boljše kot to in so vas gledali, kot da ste padli iz lune. Ja, ker je to algoritmična motnja, ker večina ljudi sprašuje, koliko je lahko še slabš kot to, pa se ne more biti več slabš kot to, ampak dejansko se jim pa še slabše stvari zgodijo, zato ker sprašujejo potem, kako je lahko še slabše kot to. In jim to, ko jim ti rečeš, ne, vprašaj, kako je lahko boljše kot to, ali pa ko jim ti rečeš, kako je lahko boljše kot to, je kar tako,
ne, prav ne morejo, ne morejo dati, ne morejo umestiti v svojo resničnost in to je algoritmična motnja. Dejansko zmotite njihov algoritem, a ne. In vse, kar vam ne dopušča, da ste ta algoritmična motnja v tem svetu, na tem planetu in na ta način ustvarjate več možnosti, drugačne možnosti, bi bili pripravljeni, prosim, vse tokrat gazilijon razgraditi in uničiti. Right or wrong, gute me param pa Olne Shorts, Boys and Beyonds. Matjaž pravi, živa Barbara, si ne drzna vprašati poveč, ker se bojim odgovornosti. Super. Mislim, super vprašanje pravzaprav, oziroma neko opažanje. Torej, mogoče vse, kar si opredelil, Matjaž, kot odgovornost, kar ni odgovornost, bi bil pripravljen vse tokrat gazilijon razgraditi in uničiti. Right or wrong, gute me param pa Olne Shorts, Boys and Beyonds. Kje pa si? Lahko se tudi vklopiš noter. Bo mogoče lažje tudi facilitacija. A lahko govoriš? Če ne moreš, v redu. Torej, mogoče bi rabila tukaj malo več informacij. Torej, vse, kar je to, torej, katero področje točno je to zdaj, na katerem si ne upaš, oziroma ne drzneš vprašati poveč, ker se bojiš odgovornosti, bi bil pripravljen vse to razgraditi in uničiti krat gazilijon. Ja. Lega, živjo. Živjo. Vse, kar je to, right and wrong, bo vse to razgradil in uničil? Ja. Right or wrong, gute me param pa Olne Shorts, Boys and Beyonds. Mogoče lahko daš tukaj kako dodatno informacijo. A je to kako specifično področje, ki ga imaš v mislih? Imam delo, služba. Okej. Če bi valjda bi imel večjo plačo, ne? Ampak s tem, ko pride sprememba delovnega mesta, pride tudi večja odgovornost, ne? Posledično z večjo plačo. To, ne? In me je tukaj čist cool in pol sem tukaj obstal. In vse, kar je to, torej vse, kar si se odločil o sebi, torej vse neke zaključke, izračune, sodbe, odločitve, projekcije, pričakovanja, ki si jih naredil o sebi, česa si zmožen in česa nisi zmožen, bi bil pripravljen, prosim, vse tokrat gazilijon razgraditi in uničiti? Ja. Right or wrong, gute me param pa Olne Shorts, Boys and Beyonds. Vse posod, kjer pravzaprav rajš ostajaš v tej svoji coni udobja, čeprav ti že nekako mogoče že ni več udobna, bi bil pripravljen vse tokrat gazilijon razgraditi in uničiti? Ja. Right or wrong, gute me param pa Olne Shorts, Boys and Beyonds. In vse posod, kjer to pravzaprav tudi kreira nek konflikt v tvojem svetu, v smislu ti dejansko veš, da je možno več. Tudi veš nekje globoko v sebi, da si ti sposoben več, ampak po drugi strani imaš pa te poglede, ne vem, bom zmogla, bom to, a ne. Vse, kar je to, bi bil pripravljen vse tokrat gazilijon razgraditi in uničiti. Pa dajmo to na 3 vršljanje iz obstoja. 1, 2, 3, 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 3. In bi bil voljan vsem potem vprašati. Ja. Tudi če ti ne rata. Ja. Vse, kar je to, torej vse, kar ti ne dopušča, da dejansko vprašaš potem, tudi če ne bo ratal, ampak boš vsej vedel, vsej vprašal sem potem, izbral sem to, probal sem to, bi bil pripravljen vse, kar ti tega ne dopušča, razgraditi in uničiti. Ja. Right or wrong, gute me param pa Olne Shorts, Boys and Beyonds. Vse posod, kjer dejansko skušaš biti, oziroma skušaš vse narediti prav. Bi bil pripravljen vse to razgraditi in uničiti krat gazilijon? Ja. Right or wrong, gute me param pa Olne Shorts, Boys and Beyonds. Kaj pa, če bi si dovolil, da zamočiš na celi črti? In dejansko tako, če si ne dovolimo, da tudi zamočimo, si pravzaprav včasih sploh kakih stvari ne izberemo. In vse, kar ti ne dopušča, da bi dejansko tudi zamočil, da bi bil pravzaprav, dajmo en čistilni proces. Kakšna energija, prostor, zavest izbira? Si lahko, da si največji loser na celem planetu s popolno lahkoto.
In vse, kar ti tega ne dopušča, bi bil pripravljen se to razgraditi in uničiti. Ja, Right around with the man, moram pa Alain Shorts, Boys and Beyonds. In to je proces, zakaj je pač ta proces? Zato, ker ti skušaš dokazati, da nisi, a ne, in tudi ne vprašaš zato, da, ker če bi imel neko tako pozicijo bolj odgovorno, bi se lahko res izkazali, da si loser, kao da ti ne, a veš, da ti ne gre, a ne, in če boš ti si zaganjal ta proces, ki sem ti ga zdaj dala, boš res zaganjal, ponavljal, boš v določeni točki prešel ta svoj lastni pogled, da si loser, ali pa tvoj izraz, tako ti uporabiš, a ne? In pol boš imel možnost izbire, da izbereš tudi nekaj tega, kar zdaj recimo ne sprašuješ potem, oziroma ne izbereš, zato ker se ti zdi, da lahko ti bo spodletelo. Okay? hvala, Barbara. Ja, z veseljem, Matjaž. Ok, ne, in takole imamo, torej po čem vse si še ne drznete vprašati? Poglejte, dajte vzeti zdaj recimo eno področje, mogoče eno najbolj perečih področij zale svojega življenja, nekaj, kar vas tako najbolj, recimo temu mori. Po čem si tukaj sploh ne drznete vprašati? Ok, vse, kar je to, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti kraj gaziljon. Right or wrong, gute me poram pa Alain Shorts, Boys and Beyonds. In že samo to vprašanje, po čem si sploh ne drznem vprašati, vam bo dalo zavedanje. Recimo, če je to odnos, po čem si sploh ne drznete vprašati v svojem odnosu? Po čem si sploh ne drznete vprašati glede, recimo, denarja? Matjaž je rekel dela. Po čem si sploh ne drznete vprašati pri seksu, glede seksa? Po čem si ne drznete vprašati pri denarju? In meni je tako, denar mi je tako ena taka ful zanimiva, mislim, saj jaz imam tako izkušnjo, mogoče bo tudi sam kdo pravzaprav od vas se tukaj prepoznal o tem. Torej, jaz sem vedno tako videla, recimo sprašujem po določenem znesku, da ga skreiram in vedno ustvarim pravzaprav pol tega. In pol povišam ta znesek in spet pol tega ustvarim. Tako da dejansko moramo začeti spraševati po več. Ker je pol očitno nekako tako kreiramo malo manj kot to, po čemer dejansko sprašujemo. In po čem vi sprašujete tukaj na področju denarja? Da bi imeli sam dovolj za račune plačati? Ali resnično sprašujete, vsak mesec šit ne bom imel dovolj? In se to prikaže. Kaj bi radi recimo na področju denarja? Bi radi imeli vedno preveč, pa nikoli dovolj? Bi radi imeli toliko denarja, da sploh ga ne morete več prešteti, da ga ne morete več kontrolirati? In vse, kar je to zdaj za vas prineslo na plan, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti kraj gaziljon? Right or wrong, gute me poram pa Alain Shorts, Boys and Beyonds. Potem, po čem si sploh ne drznete vprašati? Recimo, si želite iti na kakšne seminarje? Accessove. Ja, in a si sprašujete potem, kako lahko se udeležim tega s popolno lahkoto? Kaj bi bilo potrebno, se s popolno lahkoto udeležim tega? In vse posod, kjer greste tako torej vse posod veliko ljudi, ko jih poznam, tudi gre, jaz si tega ne morem privoščiti. A je to vprašanje ali je to zaključek? Zaključek je, a ne? In dejansko vedno, ko naredimo nek zaključek ali pridemo do nekega odgovora ali nekega izračuna, v naše zavedanje ne more priti nič drugega kot to, kar smo zaključili. Tudi vesolje nam nič drugega ne more prispevati kot to, da si pač, kaj sem že rekla, da tega si jaz ne morem privoščiti. Reče vesolje, ti praviš, da si ne moreš privoščiti, prav imaš, a ne? Ok, jaz ti tudi na ta način ti vse prispevam, tako da si ne boš mogel privoščiti. Ja. Kaj pa, če bi začeli spraševati, kaj je bilo potrebno, res, da imam toliko denarja, da lahko grem na vse to, kar si želim, ali pa na potovanje, ali pa karkoli si vi želite, pa da vam še ostane. Vprašanje, torej, da res zastavite vprašanje, kako bi bilo to?
Pa ne v smislu, kako bom zdaj to naredil, ampak samo, da dobite to energijo tega. In vse, kar je to, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti krat gazilijon, right or wrong, boste me potem pokoljen, shorts, boys and beyonds, in vse posod, kjer recimo konkretno pri denarju ne sprašujete, potem, zato ker ne veste, kako boste to ustvarili, zato ker pač imate zdaj službo ali pa, ne vem, penzijo ali pa zdaj pač nek en vir prihodkov in zato pač, ker rečete, to je to, sploh ne sprašujete in če ne sprašujete, po več vam vesolja ne more prispevati. Ja, in vse, kar je to, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti, right or wrong, boste me potem pokoljen, shorts, boys and beyonds. Vaša naloga ni kako. Vaša naloga ni kako. Vaša naloga je samo kaj. Kaj bi vi, po čem bi resnično radi vprašali? Po čem želite vprašati? Aha, evo, imamo tule nekaj, da vidimo, nekaj komentarjev, vprašanj, evo. Kakšna energija, prostor in zavest sem lahko s svojim telesom, da generiram toliko denarja, da si lahko vse privoščim? Ja, zdaj mislim tako, zanimivo je tudi tako, mislim tako, velikokrat damo noter v vprašanja neke pogoje, a ne, kaj pa če ne bi bil denar pogoj za to, da si lahko vse privoščiš? Kakšne so še druge možnosti, kakšne so neskončne možnosti, da si lahko vse, kar ti pravzaprav bi rada imela v življenju, izkusila, da dejansko vse lahko izkusiš, imaš, pa ni treba, da daš noter v vprašanje denar pogoj. Ne, ker takoj, vse posod, kjer greste takoj v denar, torej, kjer vam je denar nek motilec, nek izgovor, zakaj po nečem ne vprašate, zakaj ničesa ne izberete, bi bili pripravljeni vse tokrat gazilijon razgraditi in uničiti, right or wrong, boste me potem pokoljen, shorts, boys and beyonds. To in pravzaprav, komu to pripada, to, da vedno je denar tisti nek motilec, ki vas zmoti dejansko pred tem, da bi vi res posegli po tej vaši resnični kapaciteti, vprašaj in prejel boš. Kaj konkretno, recimo Tanja, kaj konkretno bi si rada privoščila? Kaj konkretno si želiš? In začni konkretno potem spraševati. Kaj je to? Torej, po čem bi resnično radi vprašali? Je to več prostega časa za sebe, več recimo nekega, ja, mogoče tega časa za sebe v smislu, da lahko premislite neke stvari. Lahko vprašate potem, kaj je bilo potrebno, da imam več časa za sebe. Ali pa, če si želite več lahkotnosti, radosti, entuzijazma, kaj bi bilo potrebno, da ima več lahkotnosti, radosti? Kaj je bilo potrebno, da imam več entuzijazma za življenje? In vse posod, kjer greste pol v iskanje odgovorov, bi bili pripravljeni vse tokrat gazilijon razgraditi in uničiti. Right or wrong, boste me potem pokoljen, shorts, boys and beyonds, ker ni vam treba imeti odgovorov. Ni vam treba vedeti, kako, smo rekli. Samo, ko boste vprašali, kaj bi bilo potrebno, da imam več lahkotnosti v svojem življenju, kaj bi bilo potrebno, da imam več radosti v svojem življenju, kaj bi bilo potrebno, da sem bolj srečen. Se bo vse začelo preobračati, vse vam bo začelo prispevati, da to se bo prikazalo v vašem življenju, ampak da je to resnično vprašanje. Zato vas tudi sprašujem, po čem si vi želite resnično vprašati. Koliko je teh nekih vprašanj, ki jih zastavljate tudi, mogoče sploh ni niti vaših, mogoče to ni vaša resnična želja. In zato, to je tudi ena stvar, velikokrat sprašujemo po nekih stvarih, za katere menimo, da moramo spraševati po njih, ker nam ta resničnost pravi, da to moraš imeti, da boš pravi, pravilen, karkoli drugega še. In ker nekje globoko nas to ni naša resnična želja, ni to pravo vprašanje, ampak je tako nek stavek, na konc katerega damo vprašaj, ker se nam zdi, da je to prav, da potem sprašujemo. Po čem bi vi resnično radi vprašali? Česa si vi resnično želite? Manda pravi, kaj je bilo potrebno, se držim delavnic. Tukaj dajte še s popolno lahkoto, mislim tako, meni je ful všeč, da je s popolno lahkoto, da se udeležimo, zato vedno vprašam s popolno lahkoto. In se bo to skreiralo vse s popolno lahkoto. Kaj pa to si zaslužim? Odlično službo, odlično partnerstvo, odlično zdravje. Zdaj to, ja, vse posod, kjer imate tudi to, kjer ne sprašujete po stvarih, zato ker menite, da si jih ne zaslužite, bi bili pripravljeni tudi vse tokrat gazilijon razgraditi in uničiti.
right or wrong, te me poram pa Alain Schwartz-Boyce in vse posod, kjer ste kupili v to laž, da si morate nekaj zaslužiti. Da si morate zaslužiti odlično službo, odlično partnerstvo, odlično zdravje. Bi bili pripravljeni vse te laži, prosim, za vekov razgraditi in uničiti kragoziljon in zavestno poslati, odkudar je prišlo? Right or wrong, guten Tag, potem pa Alain Schwartz-Boyce. A si zrak, ki ga dihate, si ga zaslužite? A greste na delo, zjutraj pa 3 ure delate, pa vdihnete. Pa izdihnete. Ne? Kaj, če bi bilo vse tako, v smislu, da bi bilo tako tudi vse nepomembno, v smislu tako ta vdih in izdih. Koliko pomembnosti je pri vdihu in izdihu? Dobene pomembnosti ni. A ne, kaj, če bi bilo tudi pri vsem ostalem, po čemer sprašujete, ne bi tega pomembnega delali, ampak bi enostavno vprašali, ok, kaj bi bilo potrebno, da je v mojem življenju več denarja? Ali pa kaj je bilo potrebno, da sem bolj srečen? Kaj je bilo potrebno, da se celo moje življenje spremeni? Če vam ni všeč zdaj takšno, kot je. In da dejansko ni pomembnosti, a ne? Torej, tudi mogoče še ena stvar tukaj pri tem zastavljanju vprašanj, tudi vse posod, kjer to delate iz nekega prostora te potrebe, v smislu, jaz to rabim, ne, moram to imeti, a ne, in dejansko vse posod, kjer sprašujete iz tega prostora potrebe, bi bili pripravljeni vse tokrat gaziljon razgraditi in uničiti, right or wrong, te me poram pa Alain Schwartz-Boyce, ker namreč, če na ta način sprašujete, ne vem, če sploh znam dobro predstaviti, ampak je tako tisko, rabim, a ne, to je dejansko iz tega prostora pomankanja sprašujemo in na ta način kreiramo še več pomankanja. In resnično to vprašanje, ki vam bo kreiralo, ki bo dejansko pognalo vse vesolje v pogon, vse te kvantne preplete, je tako, je lahkotno, ampak je tako res lahkotno in je tudi resnično vprašanje v smislu, ok, kaj je bilo potrebno, da imam več, recimo, kaj pa jaz vem, da imam več ljudi v življenju, s katerimi imam lahko neke kreativne pogovore, s katerimi lahko skupaj kreiramo, karkoli si vi želite. A ne, ampak da je to kot, recimo, če ste videli zdaj razliko v tej energiji, je to neka lahkotnost, neka, ja, ni ono tako, to moram imeti, če tega ne bom imel, če tega ne bom dobil, če tega ne bom imel, pa je, ne vem, sem pa napačen, pa ne bo, bom pa umrl, ne vem, karkoli. To je razlika, ne, in vse, kar je to, bi bili pripravljeni vse tokrat gaziljon razgraditi in uničiti, right or wrong, te me poram pa Alain Schwartz-Boyce and Beyonds. In dajmo mogoče še pogledati tukaj, dajte se spomniti vseh tistih trenutkov, ko ste po nečem vprašali v svojem življenju in je dejansko to se prikazalo kot čarobno. Dobite to energijo tega. Kakšna energija ste bili takrat? Da je bilo ono, ali jo sem tako, ja, pač to rabim, ali pa v tem smislu nekako. Kakšna energija ste bili takrat? Zneseno. Je bila taka lahkotna, nepomembno. V bistvu ni bilo dobene pomembnosti zraven. In vse, kar vam ne dopušča, da bi dejansko to energijo vzeli in jo uporabili za kreacijo drugih stvari na drugih področjih, ker to je namreč to vprašaj in prejel boš oziroma ta potreba in vlek, ampak potreba iz drugega prostora, ne tista prej, ko ste rekli, moram imeti navezanost na rezultate, a tako, ja, to rabim, ampak je dobene pomembnosti, vse, kar vam ne dopušča, da to prenesete tudi na druga področja, da začnete tudi na drugih področjih svojega življenja na ta način kreirati, bi bili pripravljeni vse tokrat gaziljon razgraditi in uničiti, right or wrong, te me poram pa Alain Schwartz-Boyce in imejte to, če zdaj mogoče vam ni uspel pač dobiti te energije, dajte to se tako pač uigrati s tem po klicu in mogoče si vzemite en papir in napišite vse tiste trenutke, ko se je kaj takega prikazalo, tako res
ko čarobno ste, ali mogoče na koga ste pomislili, te osebe že dolgo nisem videla, ali pa tole rabim, pa je pa nekdo prinesel, čez 1 uro je to prinesel vam v roki, ali pa naslednji dan. Zapišite si vse te trenutke oziroma vse te dogodke in poglejte, kakšna energija ste bili takrat. In to je vaša kapaciteta. To imate. In vse, kar vam ne dopušča dejansko dostopa do tega, uporabiti to, imeti takšno eleganco in lahkotnost kreacije na vseh področjih, bi bili pripravljeni se tokrat gaziljon razgraditi in uničiti. Right, wrong, gute med, moram pa kole short boy, no, pa smo pa pridemo še do ene stvari, ne, vse vsod, kjer pravzaprav za vas lahkotno življenje ni nekaj dragocenega, ker ni to nekaj vrednega, ampak je bolj vredno trdo življenje, da se matrate, da se naprezate, da veliko energije vlagate v kreacijo, bi bili pripravljeni vse tokrat gaziljon razgraditi in uničiti. Right, wrong, gute med, moram pa kole short boy, ker namreč to vprašaj in prejel boš. To, kar smo rekli, ta potreba in vlek tudi, ne? To je dejansko nič energije skoraj ni potrebne za to. In vse, kar vam tega ne dopušča, res ozavestiti, na kak način to uporabiti, na kak način vprašati iz te energije, bi bili pripravljeni vse tokrat gaziljon razgraditi in uničiti. Right, wrong, gute med, moram pa kole short boy, čakaj, da vidim še, kaj še imamo, kakšno vprašanja. Kaj bi bilo potrebno, da sama začnem voziti avto? Super vprašanje. Ja. Naj bo vprašanje, kaj bi bilo potrebno, da sama začnem voziti avto? In bodi v vprašanju in se bojo začele stvari prikazovati. Kaj lahko naredim, da ustvarjam tisto, v čemer uživam? Mogoče, kaj bi bilo potrebno, da delam več tega, v čemer uživam? Kakšne so neskončne možnosti, da se vsak dan spomnim, da postavljam čim več vprašanj, ko si v stresu, ponavadi pozabimo. Ja, in vse, kar je to, Tanja bi bila pripravljena vse tokrat gaziljon razgraditi in uničiti. Right, wrong, gute med, moram pa kole short boy, lahko si naredite kakšne opomnike, recimo, ne vem, kar za vas deluje, ali so listki, ali lahko na telefonu, lahko je na računalniku, da se vam vsake toliko časa kako vprašanje pojavi, pa imate lahko različna vprašanja, ali pa lahko imate, mogoče si pripravite en list, na katerem imate neke, recimo neka glavna vprašanja za neke stvari, ki jih trenutno kreirate in jih zjutraj si vzamete 5 minut zraven kavice in jih preberete, jih vprašate. Naredite nek ritual, kar deluje za vas. Lahko si nalepite, ne vem, v kopalnico ali pa zjutraj na budilko gor, kot prvo, ko se zbudite, da vprašate, kako lahko boljše kot to, kakšne so danes neskončne možnosti za današnji dan, koliko se lahko dan zabavam, koliko se lahko dan smejim. Kako lahko še boljše kot to? Da se takoj zjutraj spomniš, in to, bolj kot to pravzaprav sprašuješ, bolj postajaš vprašanje in pol ni več tako, da si moraš res konkretno zastaviti vprašanje, ampak si vprašanje, ker namreč tudi to, kar sem že rekla na začetku, torej vse posod, kjer ste se pravzaprav nekako odločili, da je slabo spraševati ali pa da je narobe spraševati, bi bili pripravljeni vse tokrat gaziljon razgraditi in uničiti. Right, wrong, gute med, moram pa kole short boy, ker namreč, ko ste vi ste vprašanje, vi, ko ste prišli na svet, ste bili vprašanje. Če pogledate dojenčka, ko pride na svet, gleda okoli sebe njo v vprašanju. Kaj se tukaj dogaja? In vse, kar vam ne dopušča, da spet dostopate do te svoje kapacitete, to ni šlo nikamor stran, ampak ste sam nekje skrili nekam po te zaključke, pa te odgovore, ki ste jih naredili, bi bili pripravljeni vse tokrat gaziljon razgraditi in uničiti. Right, wrong, gute med, moram pa kole short boy, pa tudi vse, kar vam ne dopušča, mislim, vse posod, kjer si ne dajete priznanje za tista vprašanja, ki si jih pa zastavljate, oziroma za vse posod, kjer si niste dali priznanja za vse tisto, kar ste na podlagi svojih vprašanj ustvarili, bi bili pripravljeni tudi vse to razgraditi in uničiti. Right, wrong, gute med, moram pa kole short boy,
Boys and Beyonds, koliko tega ste že ustvarili, pa si niste dali priznanja, ker namreč priznanje, če si nekaj priznate, pol to sam še razširi, v bistvu to vašo kapaciteto. Aha, vprašal sem, pa sem prejel, oziroma vprašala sem, pa sem prejela, ko si ozavestite res to kapaciteto, to dejansko, da to deluje, da to je resnično, to se sam še potencira, sam še razširi se to. Ja, vse, kar vam ne dopušča, da si date to priznanje, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti krat gaziljon. Right or wrong, gute med poran pokolen, Schwartz, Boys and Beyonds. Kaj lahko naredim, da se izboljša zdravje, fizična in psihična kondicija? Zdaj, tule, Manda, pač ti imaš ta vprašanja, kaj lahko naredim, kaj če ti ni treba narediti, kaj če si lahko neki. In torej, lahko nekaj narediš, lahko si nekaj, lahko pa nekaj izbereš. In eno vprašanje, ki bi to tako zajelo vse skupaj, bi bilo, kaj bi bilo potrebno, da se mi izboljša zdravje, fizična in psihična kondicija. Kaj bi bilo potrebno? In pol na podlagi tega vprašanja se pol začne neko zavedanje dobivaš in to večinoma ni kognitivno, ampak ko si zastaviš to vprašanje, se prikaže neka energija in ti tekom dnevov slediš tej energiji, začneš nekaj drugače izbirati, začneš drugače nekaj delati in se stvari začnejo prikazovati. Torej, kaj bi bilo potrebno, da postaviš to svoje noter? Kako pa veš, da ti to vesolje pošilja, kako to ozavestiti? Torej, pač jaz imenujem to vesolje, to lahko vi rečete življenje, kakorkoli, Bog, kakorkoli vi to imenujete. In dejansko s tem vprašanjem pravzaprav se začne vse premikati. Ni to tako, vse posod, ker mislite zdaj, da bo tako, se bojo oblaki razprli in bo nekdo s fanfaro dol zaigral, tukaj Manda, to ti jaz pošiljam. To ni tako. Bi bili pripravljeni se tokrat gaziljon razgraditi in uničiti, right or wrong, gute med poran pokolen, Schwartz, Boys and Beyonds, ampak vsakodnevno, ali dobiš neko informacijo, ali ti pride nekdo, neka oseba na pot, ali greš, izbereš nekaj, recimo, če imaš fizično, psihično kondicijo, vidiš neko novo vadbo in rečeš, wow, to je super, in mogoče tega prej sploh nisi opazila, ampak zdaj, ko pa zastaviš to vprašanje, se ti pa odpre tako, neki čist nov, neki novi prostori, neke nove informacije, vidiš, ki jih prej mogoče nisi, in to dejansko, če si prisotna, boš to dejansko ozavestila, da je to, da na podlagi tvojega vprašanja, da ti je začelo, pač dejansko začneš sodelovati s vsemi molekulami okrog sebe, da se to začne aktualizirati. Tanja pravi, v bistvu si resnično želim več časa, kako je to mogoče, kaj je bilo potrebno, da imam več časa. Mogoče jaz bi tukaj, ne vem čisto točno, zakaj se gre, ampak mogoče še malo bolj specifično tole zastavlja vprašanje. Kako ustvarjati z lahkoto? Ja, kaj je bilo potrebno, da ustvarjam z lahkoto? Ja, glede tega, da si je treba zaslužiti. Ja, torej vse posod tudi, kjer pravzaprav si ne drznete po čem vprašati, ker menite, da tega niste vredni, bi bili pripravljeni, to je mogoče malo drug aspekt malo tega zaslužiti, bi bili pripravljeni vse tokrat gaziljon razgraditi in uničiti. Right or wrong, gute med poran pokolen, Schwartz, Boys and Beyonds. Recimo, vse posod, kjer nam vprašate po recimo negovalnem, skrbnem, prijaznem partnerju, zato ker si mislite, da se tega niste vredni tega. Bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti krat gaziljon. Right or wrong, gute med poran pokolen, Schwartz, Boys and Beyonds. Vse posod, kjer mislite, da ste vredni sam sodb, bi bili pripravljeni, vse posod, kjer menite, da ste pač sam neki vredni nekega obsojanja, bi bili pripravljeni se tokrat gaziljon razgraditi in uničiti. Right or wrong, gute med poran pokolen, Schwartz, Boys and Beyonds. In ja, mislim, to samo vprašanje, po čem si sploh ne drznem vprašati, vam bo začelo dajati zavedanje. O čem si sploh ne drznete vprašati. In tudi še ena stvar, vse posod, kjer ne sprašujete po več,
po veliko več, zato ker noben okrog vas potem ne sprašuje, noben okrog vas sploh ne sprašuje, mogoče bi bili pripravljeni se tokrat gazilijon razgraditi in uničiti, right or wrong, boste imeli pa pokoljen short boys, ker niste voljni biti toliko drugačni, da imate toliko več stvari ali pa toliko drugačno življenje, kot vsi preostali okrog vas. Bi bili pripravljeni tudi se tokrat gazilijon razgraditi in uničiti, right or wrong, boste imeli pa pokoljen short boys, vse posod, ker zavračate imeti tako eleganco kreacije, lahkotnost kreacije, vprašaj in prejel boš. Ker zakaj se boste pa pol trudili? Zakaj se boste pa pol matrali? Bi bili pripravljeni se tokrat gazilijon razgraditi in uničiti? Right or wrong, boste imeli pa pokoljen short boys. Moje vprašanje je pa, kaj boste pa lahko vse ustvarili, če ste s tako lahkoto kreirali. S takšno eleganco. Kaj vse? Kaj vse onkraj vsega, kar ste si kadarkoli lahko sploh zamislili, lahko ustvarite na ta način? In vse, kar je to za vas prinesli na plan, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti? Right or wrong, boste imeli pa pokoljen short boys and beyonds. Ja, tukaj vidim, zdaj spišete lahkotno in zgodilo se je lahkotno. Ja. In vse, kar vam ne dopušča, da ste res ta lahkotna energija, oziroma, dajmo tole, torej vse posod, kjer stvari delate ful pomembne. Vse, kar ste v svojem življenju naredili ful pomembno, ali je to partner, ali vaš odnos, ali vaša družina, ali vaši otroci, ali denar, ali nimate denarja, pa je to ful pomembno, ali kaj še. Ja, vse tisto, kar vi delate pomembno, bi bili pripravljeni, zdaj so to pomembnosti in vse te pomene, ki ste jih temu pripisali, prosim, razgraditi in uničiti krat gazilijon, krat milijardo gazilijonov. Right or wrong, boste imeli pa pokoljen short boys, ker namreč, če delate stvari pomembne, si vas te stvari polastijo, oziroma osebe. A ne kogarkoli naredite pomembnega, si vas pol ta oseba lasti, oziroma če naredite karkoli pomembno, ali naredite svojo hišo pomembno, ali naredite svoj denar pomembno, ali naredite avto pomembno, ali karkoli, dejansko se vas ta stvar polasti in tam je ful težka sprememba, tam ne morete nič spremeniti. Če pa ni dobene pomembnosti, pa lahko spreminjamo z lahkoto. In ja, torej vse posod, kjer ste se tudi naučili od kogarkoli, da morate pomene pripisovati stvarem, da jih morate delati pomembne, bi bili pripravljeni vse tokrat gazilijon razgraditi in uničiti. Right or wrong, boste imeli pa pokoljen short boys and beyonds. Stanko sprašuje, kolikokrat pa moramo vprašati, samo enkrat ali večkrat. Če je resnično vprašanje, je dovolj samo enkrat. Če je to res vprašanje. In mogoče tudi, da se igrate, mogoče še s to energijo vprašanja, oziroma da pogledate, kaj je to resnično vprašanje. Mogoče pogledajte, recimo, kakšna energija ste takrat, ko naprimer založite ključe od avta ali pa nekaj založite in iščete pa kje je to. To je energija vprašanja. Pa pogledajte, recimo, ko zastavite kako drugo vprašanje, če tisto res vprašanje ali samo tako neka, kako bi rekla, nek stavek, na konc katerega ste dali vprašaj. Tisto, ko smo rekli, kaj bi bilo potrebno, da bla, bla, bla. Da je to res vprašanje. Da je taka energija, kakor tam, ko iščete ključe. Kaj je bilo potrebno? Ja, ne vem, kaj pravi, kaj je bilo potrebno, da kemoterapijo čim boljše prenesem, čim lažje, čim lahkotnejše. Kaj je bilo potrebno? Mislim, tukaj ne vem, kaj tudi lahko s svojim telesom, svoje telo vprašajo, telo, kaj je bilo potrebno, da to na čim lahkotnejši način predelava. Pa ti bo telo dejansko začelo prispevati temu, da dejansko to na čim lahkotnejši način predelata vse. Torej je potrebno znati tudi prav vprašati. Ja, dejansko mora biti vprašanje, mora biti, kako bi rekla, mora biti res vprašanje. In torej, to je mogoče ena tudi, kako bi rekla, mišica, ki jo je treba nazaj pridobiti. Torej, ker kot otroci, običajno smo imeli to, smo vprašali, po nečem je nekaj pršali. In pol nekdo nekje nam je rekel, da to pač ta lahkotnost, to pa ni v redu, zdaj se pa treba malo potruditi, pa ne more kar vse takole na tak lahkoten način iti. In pol smo rekli, pol pa to
pa to ne bomo več, po se bomo pa začeli matrati, a ne. Tako da vse, kar vam ne dopušča, da bi dejansko dostopali nazaj do te svoje čarobnosti, to, kar ste bili, to, kar še vedno je, kar še vedno imate, bi bili pripravljeni vse tokrat godziljon razgraditi in uničiti. Right or wrong, gute me poram pokoj, ne shorts boys. In vse posod, kjer s tem, ko se trudite, ko se matrate, ko veliko energije vlagate v kreacijo nečesa, iščete neko potrditev, čez da vas bo pa treplali po ramenah, zdaj si se pa dosti trudila, zdaj si se pa dosti matrala, zdaj si pa prava oseba, zdaj si pa dragocena. Bi bili pripravljeni vse tokrat godziljon razgraditi in uničiti? Right or wrong, gute me poram pokoj, ne shorts boys. In vse posod, kjer ste kupili te neke laži v tem, kaj je pravzaprav dragoceno in kaj morate narediti za to, da bi bili vi dragoceni in dobili pač neko priznanje, bi bili pripravljeni, oziroma karkoli drugega, bi bili pripravljeni vse tokrat godziljon razgraditi in uničiti. Right or wrong, gute me poram pokoj, ne shorts boys and beyonds. Nadja, kaj bi bilo potrebno, da vključim vprašanja tudi partnerja, ker mi zadnje čase večkrat reče, kdaj bom nehala s temi vprašanji, kako je to mogoče, mu gre na... kako je to mogoče, ali kaj je še mogoče? Kaj je še mogoče mu gre najbolj na živce? Ja, zdaj tako, mislim, a je tvoj partner človek ali je humanoid? Človek, ne? Ljudje pač, mislim tako, mogoče za tiste, ki prvič slišite sploh to, ne? Ljudje, tako access ločuje med dvema vrstama biti, ne? Eni so pač ljudje, eni so pa humanoidi. In sicer ljudje vedno tako skušajo stvari obdržati enake, da se ne bi kaj spremenili. Skušajo delati stvari na enak način in skušajo vse tako, da je enako. In vse so drugi krivi. Oni nič nikoli niso, ampak vse so drugi krivi, medtem ko humanoidi pa radi spreminjajo stvari, radi kreirajo in običajno tako, kadar se karkoli zgodi, grejo sodbo sebe, v smislu, kaj z mano narobe. In če imate recimo partnerja človeka, morate si sam priznati dejansko, da on na drugačen način deluje. In mogoče pač ta vprašanja, da uporabljaš za sebe. Da ne vsiljuješ, ker tudi verjetno, če se ti postaviš v njegove čevlje, pa bi nekdo tebe, recimo, bi ti bilo všeč? Verjetno ne. Tako da je pa dovolj, mislim, tako da odnos funkcionira, lahko samo ena oseba uporablja vprašanja, pa bo vseeno lahko deluje, tudi če samo ena oseba uporablja vprašanja. Zelo pogosto sprašujemo brez energije, ker je potrebno postaviti vprašanje, dejansko pa smo v zaključku s vprašanjem na koncu. Ja, to mislim, da sem naslovila. Ja, tako da to opazujte, na kak način sprašujete. In bolj, ko boste opazovali, bolj boste tudi dojeli to energijo, kaj je res vprašanje. Ali pa če imate otroke poglejte, oni so vprašanje, oni so tako mali vprašajčki. Skozi nekaj sprašujejo. To je res energija vprašanja. Vse, po čem se sploh ne drznem vprašati, naj si izberem skriran s popolno lahkoto. Zakaj pogosto podležemo takim prepričanjem, ko se zaveš, da si kar naenkrat pristal v odnosu s človekom, ki te prepriča, da se je stalno treba truditi, da je življenje težko, zakaj sploh začnemo verjeti, če smo bili prej okej? Ja, zdaj v odnosih je pogosto tako, da začnemo rezati dele sebe, da se bi prilegali v ta odnos. In vse posod, ker si Ajda to naredila, bi bila pripravljena vse tokrat godziljon razgraditi in uničiti. Right or wrong, gute me poram pokoj, ne shorts boys. In potem se začnemo usklajevati s to osebo na razne načine, z njihovimi pogledi, prevzemamo njihove poglede. In zato, mislim, tukaj lepo vidiš, mislim, pravzaprav vidiš, da to ni tvoj pogled in enostavno sam lahko rečeš, ok, vse posod, kjer sem prevzela ta pogled, se to razgrajujem in uničujem in zavestno pošiljam tako, da je prišlo. Če je ta pogled že tako bolj utrjen, lahko uporabiš tudi eno orodje z Access Consciousnessa, ki se imenuje zanimiv pogled in nasloviš ta svoj pogled, da se treba stalno truditi. Rečeš, ok, zanimiv pogled, da imam takšen pogled, da se treba skozi truditi, zanimiv pogled, da imam takšen pogled, da se treba skozi truditi in si to ponavljaš toliko časa, dokler ta energija tega pogleda ne
kako bi rekla, ne izzveni. Torej, ker ta pogled ima nek naboj, ima neko energijo in ko boš ponavljala ta zanimiv pogled, da imam takšen pogled, da se je treba stalno truditi, bo ta pogled se bo zneutraliziral, ne bo več vplival na tebe, ne boš več iz tega kreirala svoje resničnosti. Ok, čakaj. Da vidimo, če imamo še kaj. Ok. Ja, čakaj, da vidim, kaj imam še jaz kaj. Ja, torej, po čem si sploh ne drznete vprašati? Kaj pa to, da bi se v vašem življenju prikazali vi? Potem vprašate kdaj. Ja. Ne? Kaj pa, da bi se prikazala ta vaša veličastnost, to, kar resnično ste? In vse, kar je to, vse, kar vam ne dopušča, da bi začeli potem spraševati, torej, ko ste vi, takrat je vse lahkotno, kreirate lahko karkoli. In vse, kar je to, bi bili pripravljeni vse tokrat godziljon razgraditi in uničiti. Right or wrong, boste me param pokolen shorts, boys and beyonds. In ja, mogoče še eno stvar, torej vse, kar ste tudi tako, vse, kar menite, da vam bo dala kontrola, zaradi česar, torej ne sprašujete, ne zastavljate vprašanj. Bi bili pripravljeni vse tokrat godziljon razgraditi in uničiti? Right or wrong, boste me param pokolen shorts, boys and beyonds. Ker namreč največjo kontrolo boste imeli takrat, ko boste delovali iz zavedanja. Ta kontrola, ker skušamo ohraniti neke stvari takšne, ko so, ali pa skušamo, da se na določen način prikažejo stvari v našem življenju, to je mikromenedžiranje, to je ful tako, vesolje tukaj nima dobenega manevrskega prostora, da bi nam karkoli prispevalo. Če pa mi delujemo iz teh vprašanj, teh odprtih vprašanj, nam pa lahko na razne načine, na tisoče, milijone raznih načinov prispeva. In takrat imate tudi lahko res popoln nadzor in popolno kontrolo, ampak iz drugačnega prostora. Tanja pravi, jaz se občasno vprašam, kdo bi bila jaz, če bi bila jaz res jaz. Super vprašanje. Ja. Kaj bi izbrala, če bi bila ti res ti? Kdo bi bila, kje bi bila, kdaj bi bila, kako bi bila, zakaj bi bila? In vse, kar ti tega ne dopušča vedeti, zaznati, prejeti, biti, bi bila pripravljena se to razgraditi in uničiti. Right or wrong, boste me param pokolen shorts, boys and beyonds. Ok, imamo še mogoče kakšno vprašanje. Drugače pa, zdaj tako, pač v eni urci je malo tako razbiti neke osnove, iz katerih delujemo kar težko, težko. Nekaj smo, malo smo razrahljali, malo smo osvetlili določene stvari. Tako da, če želite še več, se vabljeni na kakšno delavnico, torej na temeljih, dobesedno razbijamo te temelje, iz katerih delujete. Tako da imamo naslednji temelji so 4. marca prek spleta. In če nimate še Bars delavnice upravljene, imam 28. februarja na Lavrici. Ja, tako da, če si želite tega, sprašujte potem. Ja, vprašajte, kaj je bilo potrebno, da se s popolno lahkoto udeležim tega. In boste to skreirali. Ja. Hvala vam, najlepša hvala. In zdaj, po čem vsem lahko zdaj vprašate, po čemer vi mislite, da ne morete vprašati, če bi dopustili možnosti za to, bi to aktualiziralo popolnoma drugačno resničnost. Pa po čem lahko zdaj vprašate, po čemer niste mogli prej vprašati? In vse, kar vam tega ne dopušča, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti. Right or wrong, boste me param pokolen shorts, boys and beyonds. Sam sprašujte. Ja. Najlepša hvala. Super je bilo in kaj vse je zdaj še mogoče. Cool. Lep večer tudi vam. Čau, čau. Dio. Adijo. Čau. Hvala. Ciao. Adijo. Dio. Hvala.